Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela prijazno sporočilo Linine mamice z željo, da preberem eno izmed najljubših pravljic deklice Line. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici nastali izpod peresa slovenske pisateljice Nine Kokelj z naslovom Mala pastirica. Nekoč je na zelenem hribčku živela deklica. Rada je nabirala cvetlice na travniku, rada je pela in rada je imela živali. Njen dedek je bil ovčar. Za rojstni dan ji je podaril ovčko. Bila je črna. Deklica ji je dala ime Marjetica. Okoli vratu je obesila zvonček. Vsak dan jo je obiskala, jo pasla, ji dala bistro vodo, za posladek pa suho žemljico. Ovčke so se pasle, se igrale, rasle. Neke noči je Marjetica skotila ovčico. Bila je bela. Deklica je dala ime Zvončica. Okoli vratu je obesila zvonček. Vsak dan jo je obiskala, jo pasla, ji dala bistro vodo, za posladek pa suho žemljico. Ovčke so se pasle, se igrale, rasle. Neke noči je Zvončica skotila ovčico. Bila je bela s črnimi lisami. Deklica je dala ime Simončica. Okoli vratu je obesila zvonček. Vsak dan jo je obiskala, jo pasla, ji dala bistro vodo, za posladek pa suho žemljico. Ovčke so se pasle, se igrale, rasle. Prišel je lep poletni dan. Deklica je pasla. Mimo je prišla stara ženička. Lepe ovčke imaš, deklica. Ena je črna, druga je bela, tretja je bela s črnimi lisami. Ja, gospa, ime jim je Marjetica, Zvončica in Simončica. Vse tri so moje ovčke. Vse tri imam rada. Prav imaš, deklica. Stara sem. Veliko poti sem že prehodila in ti si najbolj imenitna pastirica, kar sem jih kdaj srečala. Sijalo je sonce. Stara ženička se je nasmehnila ter deklici in njenim ovčkam v slovo pomahala z robčkom. In trije zvončki so cingljali. Cin, cin, cin. Ja. Poglejte jo, tole našo pastirico. Čudovita pravljica, kaj ne? Tako preprosta, a zelo srčna deklica, ki je naravnost oboževala rastline ter živali, še posebej pa ovčke. Bravo, deklica. Zelo lepo si skrbela za svoje ovčice. Lina, najlepša hvala za čudovit izbor otroške pravljice. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete tudi ljudski pravljici z naslovom Pastirček, v kateri boste prav tako spoznali prijaznega dečka, ki je trem vilam priskočil na pomoč. Prijeten pozdravček Lini, ter pa seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo.
Čau, čau. Kako prijazna deklica.